Mario, živijo. Živijo tega, zdravo, pozdravljeni. Pogovarjamo se o osnovnih principih zdrave, uravnotežene, dobre prehrane, beljakovine, maščobe, vlaknine. Nam lahko pojasniš ta vaš princip BMV in poveš nekaj več o beljakovinah? Z veseljem. Tale naš feel good princip, o katerega si omenil, res vključuje osnovna 3 makrohranila, tako beljakovine, maščobe in vlaknine, in mu tudi rečemo tako poljudno BMV. Začeli bomo danes z govorom o beljakovinah. Zakaj so beljakovine pomembne, ki jih dobimo, kateri so najboljši viri. Če izhajamo že iz samega korena besede beljakovina, v angliščini pomeni protein in pomeni osnovno, esencialno, nenadomestljivo, že to priča o tem, da nekako brez njih ne moremo. Lahko jih dobimo v različnih virih v prehrani. Eno so vsem že znani živalski viri beljakovin, kot so meso, jajca, riba, mlečni izdelki in podobno. Na drugi strani so rastlinski viri. Viri si med seboj vsekakor niso enakovredni. Lahko bi rekli, da so telesu hočeš nočeš vrednejši živalski viri beljakovin, ker vsebujejo popolno aminokislinsko paleto. Aminokisline si lahko predstavljate kot neke opeke, ki zgradijo beljakovino v našem telesu. Na drugi strani rastlinski viri beljakovin z izjemo nekaterih veljakov, kot je recimo kvinoja, nimajo te popolne aminokislinske palete in so zato manj vredni, manj uporabni in jih potrebujemo po eni strani več, po drugi strani pa nekako kombinacijo, da sestavimo skupaj neko popolno beljakovino. To še ne pomeni, da je bolje ali slabše, samo vedeti moramo, kako tako prehrano potem tekom dneva spraviti v neko smiselno celoto. Kateri so zopet najboljši viri rastlinskih beljakovin? Živalske sem omenil, meso, jajce, ribe, mlečni izdelki, kakšne beljakovine v prahu, lahko to sirotka v prahu, lahko so to kakšne druge rastlinske viri beljakovin v prahu. Če govorimo o rastlinah, bomo izpostavili definitivno na prvo mesto kakšno kvinojo, kakšne oreške, kakšna semena, tukaj stojimo sedaj pri stročnicah in leči, recimo. To so uporabni viri beljakovin za rastlinojece, za ljudi, ki ne marajo preveč mlečnih izdelkov, živalskih izdelkov. Vsekakor pa se mi zdi smiselno zaključiti to poglavje beljakovinah s tem napotkom, da jih v prehrani potrebujemo določeno količino. Ta številka nekje, jaz včasih jo uporabljam kot osnovo, je tam vsaj nekje 1,5 kilograma telesne teže. Bolj aktivnih, ki smo, mogoče jih več potrebujemo, manj aktivnih, ki smo, manj, ki zahtevamo od našega telesa materijala za regeneracijo in obnovo, manj jih potrebujemo, ampak vseeno jih potrebujemo nekaj, ne moremo si zamisliti otroka, da kar jih spustimo, če so pa nam osnovne in tako nujno potrebne. Torej, če smo težki, 100 kg za primer, potem potrebujemo tistih 120, 130, 140, dajmo reči 150 gramov beljakovin v dnevu. In če jih ne bomo dobivali dovolj dolgo časa, se bo pojavil problem. Predstavljate si to kot neko, kako včasih razložim beljakovine kot neko barvo za našo hišo, če mi sledite za trenutek. Vsak večer, ko gremo mi spat, se telo obnovi. Da bi se obnovilo, potrebuje beljakovine. Tako, kot bi recimo mi morali prepleskati našo hišo vsak večer. Če nimamo dovolj barve, bomo prepleskali samo polovico te hiše in druga polovica bo ostala neprepleskana. Jutri se ne bo poznala razlika, čez en teden tudi ne, čez 2 meseca tudi ne, ampak čez leto, čez 2, čez 3, čez 5, če imamo hišo v nekem takem neljubem okolju, da je recimo imamo sušo, imamo plavo, imamo točo, se pravi, s tem želim povedati to, da zahtevamo več od telesa kot normalen človek, da smo aktivni, da želimo optimalno zdravje, potem se bo začela ta hiša, ta fasada krušiti na določenih predelih. In to krušenje lahko ponazorim s tem, da posameznik izgubi sposobnost regeneracije, gre spat zvečer utrujen, pa se zbuja zjutraj utrujen. Pojavijo se težave z nabiranjem maščobe, z energijo tekom dneva, zaspaci, nihanje razpoloženja, z izgubo mišične mase, z upadom kostne gostote, s prezgodnjim pojavom osteoporoze oziroma osteopenije. To so vse lahko pokazatelji, da dejansko naša hiša, naš temelj se nekje kruši in da telesu ne zagotavljamo vseh potrebnih osnovnih gradnikov, da bi mu lahko omogočili optimalno regeneracijo.
Hvala lepa, Marjan. Malenkost.